Preteklo pomlad se je zdelo, da se nam je postavil cel svet na glavo. Zaradi prihoda novega virusa v državo se je življenje ustavilo. Ustavili pa so se tudi dogodki in prireditve, ki so potekali vsa leta prej. En izmed teh dogodkov je bila prav gotovo očiščevalna akcija Očistimo Medvode. Zaradi tega je bilo nepobranih kar nekaj smeti, ki bi bile pospravljene med akcijo, smeti pa so se tako tekom leta še kopičile. Na srečo se je do letošnje pomladi stanje vsaj toliko umirilo, da je občina Medvode lahko dala krajevnim in vaškim skupnostim ter turističnim društvom poziv za organizacijo čistilne akcije. Letos seveda zaradi korona ukrepov malenkost drugačno od tistih, ki smo jih poznali pred tem. Razmišljali smo o tem, da ponovadi pride na to očiščevalno akcijo kar precej ljudi, pa da ne moramo imeti zbor ob točno določeni uri. Zdaj smo zbor naredili tako, da je v eni uri to časovno okno, da lahko ljudje pridejo in se odločijo, kam bodo šli pobirati smeti. Tradicionalno smo imeli vedno tudi srečanje vseh občanov potem na nekem prigrizku po očiščevalni akciji, tudi tega seveda letos nismo mogli organizirati, zaradi tega smo se odločili vseeno, da vsakemu, ki pride na akcijo, že tukaj damo na začetku pijačo in sendvič za sabo, da saj nekako pogostimo tiste, ki se udeležijo te akcije. Zdaj, smeti je res veliko, zato pozdravljam idejo občine Medvode, da se je odločila in organizirala akcijo po celi občini, da je pomagala z tistimi stvarmi, ki so ponovadi na očiščevalni akciji na koncu kar malo tečne, se pravi pobiranje teh vreč smeti, odvoz na zbirna mesta, tako da letos je vso to delo prevzela občina in jaz moram reči, da zaenkrat sem kar zadovoljen. Opazno je, da se je v času, ko je bila Slovenija zaprta na statistične regije, močno povečal obisk turističnih lokacij v občini Medvode, pri čemer moramo posebno omeniti Zbiljsko Dobravo in pohodne poti v Polhograjskem hribovju, katere poleg domačih pohodnikov in turistov obiskujejo tudi pohodniki in turisti iz predvsem ljubljanske občine. To je samo po sebi zelo dobro, a na žalost kar nekaj pohodnikov pozabi za sabo odnesti smeti, kar je privedlo k temu, da toliko smeti, kot jih je bilo letos ob sprehajalnih poteh in cestah, že dolgo ni bilo v občini Medvode. Seveda je smeti bistveno več. En od glavnih razlogov za to je vsekakor to, da so zaprte gostilne, ljudje pač hrano in pijačo prinesejo seboj, kupijo recimo na bencinski črpalki, prinesejo s sabo. Potem so pa tako nevzgojeni, ne vem, je to korona naredila, da kljub temu, da imamo po Zbiljski Dobravi cel kup smetnjakov, košev za smeti, da ljudje to mečejo vse vprek. Ne, smeti je pa definitivno več. Smeti je pa več, sploh ob teh sprehajalnih poteh. Mi bomo zvečer organizirali še en pohod na Jakoba, čistilni pohod na Jakoba, tako da bo šle punce, bo še tam do Jakoba pobrali smeti, ker ob teh sprehajalnih poteh, ki se uporabljali zdaj med korono, je pa res ogromno smeti, več kot pa vsa leta prej. Smeti je bilo to leto torej mnogo več kot leta poprej, a na žalost pa ni bilo tako tudi z udeležbo. Hladno vreme, sneg in seveda tudi covidne razmere so gotovo pripomogle k temu, da je bila v letošnjem letu udeležba prostovoljcev manjša kot leta poprej. Ja, se mi zdi, da je korona kar dost prispevala k temu, da pač se mi zdi, da je malo manj ljudi, da se udeleži te čistilne akcije. Ampak po moje pa, da bojo pa tekom dneva tudi se udeležili same čistilne akcije. Mi smo razdeljeni v 3 ekipe. Ena ekipa je tukaj na centru, se pravi pospravlja naš ekološki otok. Ena ekipa gre od zgornjega dela vasi proti nam, ena ekipa je šla pa proti Preski, pa se potem vrača. Cirka skupaj nas je 15. Ja, glede na to, da se akcija zdaj šele dobro začenja, moram reči, da je vseeno po pričakovanjih mogoče malo manj, če sem čisto iskren, ker je tudi vreme tako, da je zelo mrzlo, zelo hladno. Pa ne vem, kako se obnese to, da imamo 1 uro časovno okno, ko lahko ljudje sem pridejo. Zdaj dejansko gledam, da prihajajo po parih vsakih par minut, ampak ni pač tiste gužve, ko je bilo včasih zjutraj in je bilo veselje pogledati, ko je bilo 100 ljudi na kupu in so šli potem na očiščevalno akcijo. Je pa res tudi, da je izjemno hladno in da je ob jezeru kar hladno za čiščenje.
A niti mraz, niti sneg, niti koronske razmere niso ustavile preko 150 prostovoljcev, ki so celotno sobotno dopoldne namenili čiščenju naše občine. Kako to, da si se ti odločil, da boš danes pomagal na čistilni akciji? Ker mi je mami povedala, da je danes čistilna akcija, pa zaradi tega, ker nočemo, da so smeti toliko na tleh. Zato, ker je toliko zanemarjen, zdaj pa res zanemarjen. Še nikoli se mi zdi, da ni bilo toliko zdaj. Medvoški prostovoljci so tako s trudom in energijo čistili Medvode, da so sedaj še prijaznejše in očesu bolj privlačne. Na nas pa je, da se jim zahvalimo tako, da se kosovne odpadke vozi na kosovni odvoz, smeti pa v primerne koše za smeti, nikakor pa ne v naravo. Jaz bi si želel, da bi bili ljudje majčkeno bolj osveščeni, kar se tiče čistoče, kar se tiče varovanja narave, ker le nenazadnje je ta narava, puščamo mi za sabo našim zanamcem, ne, in bi bilo lepo, da bi jim pustili v takem stanju, vsaj v takem stanju, kot smo mi dobili, da bi bila lepa, urejena in da bi tudi oni lahko uživali v tej naši naravi. Že teden dni pred organizirano občinsko akcijo pa so se na očiščevalno akcijo podali medvoški taborniki. Kot so nam povedali, je njihovo poslanstvo tudi varovanje okolja, zaradi česar svoje mlade člane na tovrstno dejavnost stalno navajajo in povsod poskrbijo, da tudi za svojimi taborjenji pustijo naravo čisto in urejeno. Za čisto in urejeno okolico občinske stavbe pa so v petek poskrbeli tudi zaposleni na občini, ki so sedaj že v tradicionalni akciji poskrbeli, da je okolica občinske stavbe in sotočja kar najlepša. Pa ni šlo samo za pobiranje smeti. Zaposleni so na makadamskih poteh okoli občinske stavbe in knjižnice odstranili ves plevel in pograbili obalo Save in Sore ter počistili tudi dostopne stopnice do Sore. Nekaj zaposlenih na čelu z županom in podžupanom pa je z vrečkami odšlo pobrat odpadke od centra Medvod do železniškega prehoda proti Preski. Gre za travnike tip ob magistralni cesti, kjer nevestni vozniki redno iz vozil mečejo smeti. Tisto, kar je žalostno, je to, da smo že isto popoldne na tej trasi videli kar nekaj odvržene plastike, predvsem embalažo za pijače to go. Že med samo akcijo so zbrane odpadke redno pobirali zaposleni iz režijskega obrata občine Medvode in vse odpadke vozili na zbirni center v Medvodah. Tako je z njihovo pomočjo letos odpadel velik problem, ki so ga vsako leto imeli organizatorji akcij, saj društva in krajevne skupnosti ne razpolagajo s svojimi traktorji, da bi po krajih pobrale vreče s smetmi in jih zvozile na zbirna mesta. Režijski obrat je tudi poskrbel, da so vsi udeleženci akcije prejeli rokavice in vreče za smeti, tako da je glavnina stroškov akcije letos dejansko šla na račun občine. Večina organizatorjev očiščevalnih akcij je tako poskrbela zgolj za prigrizek za prostovoljce, ki pa na žalost ni mogel biti v obliki skupne končne malice, ampak je vsak prejel sendvič in pijačo za sabo. Moram reči, da sem vesel, da se je v soboto odzvalo tolikšno število ljudi. Kako je bilo z obiskom, je pa zelo odvisno od krajevne skupnosti. Se pravi, po določenih krajevnih skupnostih izrazito dober odziv, nekje pa moram reči, da se je kar pogrešalo kakšnega občana več. In na kakšen način bi lahko še bolj vplivali na zavest sodržavljanov, da skrbimo za čisto okolje? Ta fenomen smeti se meni zdi sicer nekoliko neverjeten. Pri tem, da imamo zdaj zbirni center odprt že 3-krat na teden, da občani res lahko pripeljejo praktično vsakovrstne odpadke na naš zbirni center, mi res ni jasno, kdo še odlaga odpadke v gozd oziroma ob ceste, pa vseeno je teh očitno še kar nekaj. Mogoče bo potrebno razmišljati tudi o kakšnih bolj usmerjenih delavnicah, zagotovo tukaj je edina stvar, ki ima nek odmev, je vzgoja. Se pravi, da je potrebno začeti z vzgojo v vrtcu, nadaljevati, nadgrajevati vse te programe, ki so že zdaj v šolah, da ti mladi Medvoščani, ko bodo odrasli, da bo ta občutljivost za okolje še toliko večja. Ni pa gledati samo skozi negativna očala, zagotovo in prepričan sem, da je danes odnos ljudi do okolja vseeno precej drugačen kot pred 30 leti. Občina je letos vsem sodelujočim v znak zahvale podelila majhna darilca. Ja, tiste sezname udeležencev nismo zbirali zato, ker bi občina želela vohuniti za občani, ampak zato, ker smo rekli, da bi radi poslali vsakmu eno majhno zahvalo. Ko pa smo razmišljali, kakšna je ta zahvala bo, glede na to, da je bila čistilna akcija, smo se odločili za malo bolj trajnostno naravnano zahvalo in sicer je to en tak svinčnik, navaden svinčnik
in ki potem, ko je uporabljen, ga obrnete v krog, ga posadite in iz njega zraste cvetlica. Zdaj, ko bomo dobili podatke, bomo potem tudi zelo hitro poslali zahvale, zato ker zdaj še čas, da ljudje še popišejo in potem še te pravočasno zasadijo tisto rožo.